Na 11. Evropskem prvenstvu v gozdarskih veščinah so slovenski dijaki iz Postojne ekipno zasedli prvo mesto. Med 16 sodelujočimi državami se je najbolje odrezala ekipa Srednje gozdarske in lesarske šole iz Postojne, ki je v skupnem seštevku dosegla 11.446 točk pred Avstrijo z 10.492 točkami na drugem in Norveško z 10.221 točkami na tretjem mestu. Za slovensko ekipo so tekmovali Tadej Rupnik, Miha Tominec, Toni Šircelj in Domen Arnič. 4 slovenske junake boste spoznali malce kasneje, še prej pa kolaž dogodkov, ki so pospremili na pot to prvenstvo. In seveda osrednje dogajanje prvenstva, ki je bilo po mnenju mnogih pripravljeno izvrstno. Tekmovanje ostalo v spominu kot lep uspeh. Hvala lepa. 23. maja je v Postojni zahrumela žaga in vodja tekmovanja Tomaž Čuka je v gozdarski maniri odprl 11. Evropsko prvenstvo v gozdarskih veščinah za dijake in študente ter olimpijado poklicev v lesarstvu, državno tekmovanje za dijake in študente, na katerem so izbrali ekipo, ki bo Slovenijo zastopala na tekmovanju Euroskills 2012 v Bruslju. Poleg svetovnega prvenstva profesionalnih gozdnih delavcev je evropsko tekmovanje za dijake in študente drugo najpomembnejše tekmovanje v gozdarskih veščinah. Pomen letošnjega tekmovanja v Postojni pa je še toliko večji, saj tekmovanje mladih gozdarjev v Sloveniji potekalo prvič, na njem pa je sodelovalo 64 tekmovalcev iz 16 držav. Organizacijo tekmovanja je prevzela Srednja gozdarska in lesarska šola iz Postojne, častno pokroviteljstvo pa predsednik države Danilo Türk. V pozdravnem nagovoru je izrazil navdušenje nad organizacijo in prireditvijo. Poudaril je pomen gozdarstva in lesarstva in izpostavil obsežnost in biološko raznovrstnost slovenskega gozda kot veliko priložnost. Govor je sklenil s spodbudo. Želel bi, da to tekmovanje poteka v čim boljšem in čim prijetnejšem duhu prijateljstva in športnega prizadevanja. Želim, da bi sodniki dokazali polno pravičnost in da bi to tekmovanje ostalo v spominu kot lep uspeh. Gospod predsednik, v nagovoru ste nekako izrazili podporo gozdarstvu. Tudi s tem častnim pokroviteljstvom tega dogodka ste na simbolni ravni zagotovo pokazali na to, da ga je treba podpirati. Seveda, jaz podpiram vse podobne iniciative, ki jih v Sloveniji potrebujemo jih veliko več in Postojna je lahko kraj navdiha. To pravim zaradi tega, ker je tu 11. evropsko tekmovanje v gozdarskih in lesno-predelovalnih spretnostih. Želel bi, da bi čim več ljudi to videlo, da bi se o tem pogovarjali in pa poudariti treba še nekaj. Mi imamo v Postojni tudi zanimiv primer uporabe lesne biomase kot glavnega energetskega vira za ogrevanje šol in dobro bi bilo, če bi tudi v stanovanjskih naseljih to bila čim bolj uporabljena surovina za ogrevanje. Tukaj ne gre samo za tisto, kar se lahko zamislite v Postojni, ker Postojna ima lesnega bogastva zelo veliko v svoji okolici, ampak mislim, da je to zanimivo tudi za celo Slovenijo. V teh kriznih časih bi bilo zelo dobro, če bi čim več energetskih potreb zadovoljili z lesom. To možnost imamo in naši gozdovi, ki niso v najboljšem stanju, kjer je veliko zapuščenega, veliko je tajega lesa, ki bi bil odličen za te namene, so tudi naša rezerva in to rezervo je treba izkoristiti. Velika priložnost za Slovenijo je tudi lesna industrija, ki je nekako sedaj na tleh. Lesna industrija je seveda naša velika bolečina v Sloveniji. Mi smo imeli močno lesno industrijo, ki ni uspela. To bo zahtevalo več časa. Ta obnavljanja bodo zahtevala veliko časa in energije in zato je treba zlasti usposabljati mlade ljudi za obdelavo lesa, zato da bodo razvijali nove ideje okrog estetske uporabe lesa in podobno. Tu ne pričakujem hitrih rezultatov kot na primer na energetskem področju, ampak to potrebujemo, kajti Slovenija je ena lesno in gozdno najbogatejših držav v Evropi in popolnoma nesmiselno je, da tega bogatstva ne znamo uporabljati.
Zato sem tudi tu v Postojni in zato tudi rad pridem na te prireditve, kjerkoli so v Sloveniji, kjer se pogovarjamo o tem, kako pognati boljše gospodarjenje z gozdom in boljšo predelavo lesa. Ravnateljica Srednje gozdarske in lesarske šole Postojna Cvetka Kernelj je zbranim visokim gostom, pokroviteljem in tekmovalcem izrazila dobrodošlico ter se zahvalila vsem zaslužnim za pomoč pri zahtevni organizaciji prireditve. Ekipam je zaželela uspešno tekmovanje in nepozabno druženje v Postojni. V pogovoru z nami pa je izrazila zadovoljstvo, ker se je predsednik odzval vabilu in prevzel častno pokroviteljstvo nad prireditvijo. To, da sprejme častno pokroviteljstvo in seveda, da tudi pride na prireditev samo gospod predsednik, to pomeni pravzaprav veliko spodbudo za poklicno in srednje strokovno šolstvo in sploh za šolstvo. Velikokrat se govori, da je mladina apatična, facebookovska in ne vem kaj, vendar ko boste videli, kako tekmujejo ti fantje, kaj vse znajo, ti sedijo za Facebookom, vendar ne večino časa. In jaz mislim, da je večina mladine zelo dobra, zelo pozitivna in da smo mi tisti, pri katerih moramo razvijati veščine in spretnosti, ki jih potrebujejo za življenje, spodbujati njihove talente in potem seveda jih dobro pripravimo za življenje. In vsi mladi jih nosijo v sebi. Seveda nas je zanimalo, kako visoko lahko poseže slovenska ekipa. So izredno dobri. Na zadnji pripravljalni mednarodni tekmi so bili drugi. Bruk, ki je seveda tudi tukaj iz Avstrije, ima izredno dobre tekmovalce, bi človek rekel na profesionalni svetovni ravni. Če bodo imeli naši srečo, znanje imajo, potem lahko posegajo po zelo visokih rezultatih, ne upam si pa napovedati, kaj bo. Priprave na prvenstvo so se začele že pred 2 letoma. Pripravljamo se že zadnji 2 leti, leta 2010 je nekje padla odločitev za to tekmovanje, da ga organiziramo. Potrdili smo pač Evropskemu organizacijskemu odboru in v bistvu od takrat ga počasi snujemo z detajli, ampak že v grobem je bil zasnovan 2010. Bolj, ko se je bližalo prvenstvo, bolj je rasla tudi organizacijska ekipa. Na začetku nas je bilo mogoče 2 glavna, pa še imeli smo enih 5 pomočnikov. Zdaj v zadnjem tednu se je pa ta ekipa, mislim, da razširila tam na enih 30-40 ljudi, ki je pripravljalo v bistvu cele popoldneve, cele dneve in cele popoldneve. Moram reči, da so bili naši dijaki nenadomestljivi in se jim bi v tem trenutku zahvalila za vse tiste ure, ki so bili po pouku in nikoli niso rekli zakaj. K izpeljavi prireditve, ki so jo poimenovali Evropa v Postojni, so veliko prispevala tudi številna podjetja in ustanove. Za udeležence tekmovanja so pripravili pester program, ki ni bil le tekmovalnega značaja. Udeleženci tekmovanja imajo kar zelo poln urnik, bi rekla, ampak kljub samo včeraj popoldan so imeli igre v Rakovem Škocjanu, danes popoldan imajo ogled Postojnske jame, danes večer imajo pa še potem eno večerjo, na kateri se bojo predstavile v bistvu vse države, ki sodelujejo na tem tekmovanju s tradicionalno hrano in pijačo. Na prizorišče pred poslovno-trgovskim centrom Primorka so pripeljali kar 12 kubikov smrekovega lesa. Les se je začel pripravljati že v mesecu januarju. Se pravi, zasečne v gozdov, na to odvoze do različnih ljudi, ki to potem stružijo. In kaj je še pomembno pri izbiri lesa? Dobre kakovosti, grče in podobne zadeve čim manj. Mladi gozdarji so se pomerili v tehničnih spretnostih in znanju o poznavanju gozda. Ja, včeraj je bil orientacijski pohod. Tekmovali so na 3 km dolgem orientacijskem teku s 16 točkami. Na vsaki je bilo potrebno izmeriti in izračunati posamezne gozdarske parametre ali pa prepoznati drevesne in živalske vrste lesov, gozdne škodljivce ali bolezni drevja. Ta del tekmovanja je bil zaprt za javnost, med drevesi pa so se skrivale tudi kamere nemških novinarskih kolegov. V tehničnem delu so tekmovalci pokazali spretnost pri rokovanju z motorno žago. Danes pa poteka tehnični del samih disciplin. Naštejem discipline, to so obračanje meča in menjava verige, kombiniran rez, precizni rez, zasek in podžagovanje ter kleščenje. Vse te discipline so ena simulacija dela, ki se ga opravlja v gozdu. Katera od teh 5 pa je najtežja ponavadi?
Odvisno od samega tekmovalca, morda najtežja je kleščenje. Tekmovanje predpisuje posebne zahteve tudi glede sodniške zasedbe, saj mora biti pri vsaki tekmovalni disciplini prisotna mednarodna sodniška zasedba. Sodniki so iz Zavoda za gozdove Republike Slovenije, območna enota Postojna, na to naši bivši tekmovalci, ki so zastopali Slovenijo na prejšnjih tekmovanjih, ter mednarodni sodniki, ki prihajajo samo iz 5 držav. V disciplini menjava verige in obračanje meča je naloga tekmovalca, da odvije matice zaščitnega pokrova, sname pokrov, obrne letev ter zamenja obstoječo verigo z novo in vse skupaj sestavi. S tem prilagodi napetost verige tako, da bo motorna žaga pripravljena za uporabo v naslednjih disciplinah. Najboljša pri tem sta bila Slovenca Miha Tominec na prvem mestu in Toni Šircelj na drugem pred Johannesom Kohom iz Avstrije. Kombinirani rez hloda opravi tekmovalec na 2 hlodih premera 35 cm, ki sta postavljena in pritrjena na podporah. Najprej začne s prežagovanjem spodnje strani navzgor, ko pa zažaga v območje 10 cm pasu na obeh straneh hloda, nadaljuje žaganjem zgornje strani. Meri se čas, pravokotnost in horizontalnost odrezanega hloda in neujemanje obeh rezov. V tej disciplini je bil najboljši Avstrijec Johannes Koh pred Norvežanom Sindrejem Lokenom in Slovencem Miho Tomincem. Na našem posnetku je Toni Šircelj. Precizni rez je najbolje opravil Rido Klimenko iz Estonije pred Johannesom Kohom iz Avstrije in Simonom Tötschem iz Italije. Zaseki in podžagovanje je med Slovenci najbolje opravil Tadej Rupnik, ki je osvojil 3. mesto, s 3 točkami zaostanka za drugouvrščenim Avstrijcem Mathiasom Turnerjem. Od zlata, ki ga je osvojil Norvežan Emil Kulusven, pa so ga ločile le 4 točke. Ja, Tadeju gre od rok tudi kleščenje. Tudi v tej disciplini je prejel bronasto medaljo, uvrstil se je za Avstrijcema Kohom in Robišem. Poleg motornih žag mladih tekmovalcev pa so v Postojni hrumele tudi žage legendarnih atletov Stihl Timbersports, Nemca Roberta Ebnerja in Angleža Spikea Miltona, ki sta v Sloveniji nastopila prvič. Njihov šov je ob svoji 20. obletnici omogočilo podjetje Unicommerce, zastopnik programa Stihl. Predstavila sta se v 6 disciplinah, tudi najbolj atraktivni Hot So. Z izjemno motorno žago, ki jo odlikuje kar 60 konjskih moči in ki tehta 30 kg, njena veriga pa doseže hitrost 240 km/h, mora tekmovalec iz petega debla premera 46 cm v čim krajšem času odžagati 3 debelne kolače predpisane debeline. Najboljši evropski časi so v tej disciplini pod 7 sekundami. Starejši tekmovalec Spike Milton, nekdanji poklicni gozdar iz Worcestershira, se ni mogel kosati z mlajšim bavarskim gozdarjem Robertom Ebnerjem. I'm curious, when did you first have the saw in your hands? I had a chainsaw in my hands when I was about 10 years old, to my mother's disbelief, that's for sure. Did you have a farm at home? No, I was doing a lot of work for a forestry man. Used to have a big firewood round. That's what I started when I was 10, using a chainsaw and an axe. And yeah, it kind of stuck with me. Spikea Miltona sem vprašala, kdaj je prvič vzel žago v roke. Povedal je, da se je to zgodilo pri starosti 10 let, kar mami ni bilo najbolj všeč. Prvo znanje, kako uporabljati žago in sekiro, je nabiral skupaj z gozdarji in še vedno je dejaven, čeprav pravi, da je pri 44 letih za takšna tekmovanja že star. Well, I'm 45 now, you know, it's time for me to retire. I'm doing a lot of work as a coach and a trainer to all the... Zato se bo počasi upokojil in nadaljeval kariero kot trener. 26-letni Robert Ebner je žago domač že kakšno desetletje. Prvič jo je prijel pri 15 letih, ko se je šolal za gozdarja. Ich habe zuerst mal Säge in der Hand gehabt in der Ausbildung, wie ich als Forstwirt ausgebildet worden bin, und es war mit 15 Jahren. Je povedal nemški viceprvak, ki je bil tako kot Milton navdušen nad Postojno.
Tekmovanje v timbersportu so si z zanimanjem ogledali tudi dijaki tekmovalci. Švedskega predstavnika smo povprašali, kako je potekalo tekmovanje v poznavanju gozda. I don't know, we haven't seen the results yet. In kako so se počutili v slovenskem gozdu? It's very much bigger than we have in Sweden. Much bigger trees and so. It's very warm here. Organizatorji so v sodelovanju z Zavodom za gozdove prikazali tudi varno delo z različnimi orodji in stroji v gozdu. No, tukaj na odru ste prikazali, kako pravzaprav je pomembna zaščitna oprava v gozdarstvu. Ja, zaščitna oprema v bistvu sedaj ni več zaščitna oprema, ampak varovalna oprema gozdarja, delavca je zelo pomembna. Med profesionalnimi delavci niti ni dvoma, da bi kdo začel delo brez varovalne opreme. Problem so v Sloveniji predvsem lastniki gozdov, ker vemo, da v Sloveniji so posesti precej razdrobljene in zaradi tega si ne privoščijo oziroma ne nabavijo primerne varovalne opreme. Zato smo po poškodbah v gozdu na samem vrhu v Evropi, kar bi hoteli oziroma smo že malo spremenili oziroma zmanjšali, vendar še vedno je stanje kar slabo. In kateri so tisti ključni deli varovalne opreme? Varovalna oprema kompletna, nekje najprej je varovanje glave, to je zaščitna čelada z glušniki in mrežico, ki nekje preprečuje te najhujše poškodbe, ker vemo, da so poškodbe glave in prsnega koša najbolj usodne, ki potem imajo nekje za posledico smrt oziroma težjo nezgodo. Potem so pa zelo pomembne noge, se pravi urezi v levo nogo, kar smo tudi predhodno si nekje pogledali. Drugače pa celotna rokavice, zgornji del vidljivosti in pa tudi ne nazadnje čevlje. Srednja gozdarska in lesarska šola je bila v zadnjih letih na tekmovanjih v gozdarskih veščinah med najuspešnejšimi šolami v Evropi. V zadnjih 10 letih so se ekipe Srednje gozdarske in lesarske šole uvrstile 37krat na prva 3 mesta v Evropi. Do leta 2009 smo veljali za najbolj uspešno gozdarsko šolo v Evropi po tem kriteriju, od leta 2009 naprej pa je Lietzenhof avstrijski boljši. Letos Lietzenhofa ni, je Bruck, in če bodo naši zelo uspešni, bomo spet najboljša evropska šola lahko. Nam lahko zaupate, kako se je naši ekipi uspelo odrezati na orientacijskem pohodu oziroma preizkusu znanja? Ja, ne, rezultati so tajni in potem, ko sem vprašala malo naj mi namignejo, so rekli, da itak preveč gre od mene, zato ne vem. Tako je bila v petek skrivnostna ravnateljica. Prireditev Evropa v Postojni je spremljal bogat sejemski program, revijalno tekmovanje v hitrostnem kleščenju, ekotržnica z domačo obrtjo ter kiparski ekstempore kreativnega ustvarjanja kiparjev iz lesa. Organizatorji so pripravili raznolike spremljevalne dejavnosti tudi v šoli in pred njo. Tam imamo različne programe za osnovnošolce, ki so se najavili in za katere smo sestavili celodnevne programe oziroma so si iz različnih aktivnosti ponujenih sestavili oni sami program. Tam imamo razstave slovenskih avtohtonih drevesnih vrst, v likovni podobi in pa tudi v fizični, razstavo lesov, razstavo pogankov, herbarjev in podobno. Tisto, kar je pa najbolj atraktivno mogoče, pa imamo eno tako adrenalinsko pot, po kateri grejo učenci, to, da se spuščajo po zajli, to, da se lahko vesijo po vrveh in da hodijo po različnih teksturah bosi, se gredo na delavnice in podobne stvari. Torej obilo enih zanimivosti ali pa enih izkušenj in moram reči, da včeraj je bila ena cela osnovna šola pri nas, ker ni zmogla danes in so bili izredno navdušeni zaradi teh praktičnih, bi človek rekel, gozdno-pedagoških pristopov, prenašanja veščin in znanj in pa spoznavanja gozdnega prostora. Tekmovalne mašince so dijaki ugasnili v soboto zgodaj popoldan in začelo se je napeto pričakovanje rezultatov, ki so jih razglasili na zaključni prireditvi v Kulturnem domu. Tako, kot smo povedali v uvodu, so najboljši mladi gozdarji v Evropi dijaki Srednje gozdarske in lesarske šole. Ravnateljica šole Cvetka Karnel je ob razglasitvi rezultatov povedala, da ekipna zmaga na tako pomembnem evropskem tekmovanju pomeni veliko, saj potrjuje visoke standarde strokovnega dela z mladimi, ki se izobražujejo za poklice v gozdarstvu.
Po letu 2008 je Slovenija spet na najvišjih stopničkah. S tem prvenstvom v Postojni pa so želeli mladim pokazati, kako lep je lahko ta poklic, če ga opravljaš z veseljem in v sožitju z naravo. Veseli smo, da smo dobro spravili pod kapo, to pomeni dobro organizacijsko, z veliko pohvalami iz vse Evrope in pa seveda to, da so pa dijaki zmagali, je pa seveda krona vsega. Nismo pričakovali, kajti zaradi organizacijskih stvari smo imeli malo slabe vesti, da smo jih preveč pustili na kraju, pa vendarle fantje si jim je srce zmagalo in seveda to znanje in so zmagali. Gozdarske zgodbe leta pa ne bi bilo brez izjemnih dijakov in njihovih mentorjev. Kakšni so občutki? Dobri so občutki, zelo fajn je. Kako boste danes proslavili? Ne vem, bomo še videli, to pride vse sproti. No, za vami je kar veliko trdega dela. Ja, delali smo zelo, ogromno. Hvala vsem trenerjem, ki so nam pomagali. Res, hvala jim. Kaj je bilo tisto, da ste vi zmagali in ne recimo Avstrijci, ki so vam bili najbolj tesno za petami? Ogromna motivacija pa spodbuda trenerjev, sošolcev, prijateljev, staršev in tako, ne? Se pravi, da je nekaj tudi to pomenilo, da se je dogajalo doma v Postojni? Ja, zelo je to dobro. Zelo dobro, trenutno neprecenljivo. Kako ste se pripravljali vse leto na to tekmovanje? Ja, trdo delo, res trdo delo, odvojstvo odrekanja, učenja za šolo, kot tudi za tekmovanje. Trdo delo, res trdo delo za vse. Kaj pa je recimo najtežje na takem tekmovanju? Se sprostiti v času tekmovanja, pa premagati s to tremo, pač, ki je prisotna pri tekmovalcih. Poškodbe. In poškodbe, ja. A se roka kaj trese? Ja, še posebej pred obračanjem. Tam je res, ne moreš opisati pač živcev, kakvi so na tisti disciplini. Občutki so neprecenljivi, zato smo vložili dosti truda, živcu in vsega je rabilo dosti vložiti za to. Kaj je bilo tebi najtežje? Najtežje, kaj sem, vse mi je bilo naporno, je bilo ti treningi, šolo delati zraven, ocene, drugače je bilo vse naporno. No, kaj pa zdaj ti zadnji dnevi, recimo, katera disciplina je tista, ki je tebi osebno največji izziv? Največji izziv mi je bil kombiniran res, zato tam je najtežji in najtežje se mi je bilo pa, da bi ne bilo treme, skoncentrirati. To je bilo največji izziv, me ratalo. Ste se uspeli družiti tudi z dijaki iz drugih držav? Ja, nekaj malo smo se družili, včeraj smo imeli nekaj pogostitev, vsake države eno hrano, ta tradicionalno in je bilo zelo v redu. Sem slišala, da Slovenci so šli zgodaj spat. Ja, seveda, da smo danes stali vsi lepo spočiti in vse. Takšen uspeh je plod vse ekipe. Timsko delo je prikazano tukaj kot, bomo rekli, zaključek vsega in da smo prvi. Tukaj je vsak posameznik prinesel košček v mozaik in sestavljen je bil zelo lepo. Dobili smo prvo mesto, potihem smo ga pričakovali, ampak zelo, zelo potihem. In zdaj smo zelo veseli, da ga imamo. In kaj je bilo odločilno za zmago? Vsi so bili zelo dobri, odločali so dejansko malenkosti in tukaj, bom rekel, verjetno res znanje, ki smo ga gradili oziroma nadgrajevali zadnje leto, se je pokazalo za tisto odločilno, za najmanj napak. Občutki so enkratni, mislim, da glede na to, da je to moja zadnja sezona in če gledam rezultate skozi vseh 11 let, mislim, da sem dosti dal dijakom pustil in dijaki ogromno meni, morda oni več kot jaz njim. Zato bi se jim zahvalil vsem, ki sem kdaj imel, za vse, kar so mi dali lepega in tudi dali lepih trenutkov. Seveda, treba je vložiti ogromnega truda, ogromnega dela, ogromno je tukaj le odrekanja, ampak potem, ko je rezultat, ko pride rezultat, človek to pozabi. Kratko moraš pozabiti, če si razočaran, pač pridejo tudi razočaranja, zmer ni veselo, ampak nekje jaz pravim tako, če so dijaki dali tisto, kar znajo in kar se v tistem trenutku od njih pričakuje, nisem nikoli razočaran. Po vrsti let priprav tekmovalcev na različna tekmovanja se je za slovo odločil mentor Boris Samec. Slovo je težko. Seveda je težko, ne. Ker tukaj so tudi naporna tekmovanja. Ne vem, smo šli na Finsko na tekmovanje, to je bilo po 24 ur, v bistvu smo vozili, ni bilo denarja za prespat, ni bilo denarja za to, ni bilo denarja na deneč in nekje.
potem človek doma prinese stvari, da jesti pa tako. No, tako na začetku so bili res težki in naporni, ampak če pogledam nazaj, ne bi zamenil za kaj drugega. Tako da sem vesel zase in za svoje dijake, ki sem jih do zdaj treniral. Trening ekipe bo prevzel Gregor Češarek. Boris se poslavlja, jaz pa začenjam. Vendar bom rekel takole, Boris se poslavlja na tehničnih disciplinah, jaz sem pa zadolžen za poznavanje gozda. Tako da on se poslavlja s prvim mestom z evropskimi prvaki, jaz sem pa začel z evropskimi prvaki. Pa upam, da bomo nadaljevali naprej takole. Slovenski 4 mušketiri so bili najboljši tudi v poznavanju gozda pred nemško in norveško ekipo. V tehničnih disciplinah so bili za 6 točk bolj spretni Avstrijci. Prva žaga naših sosedov, Johannes Koch, pa je postal evropski prvak v tehničnih disciplinah posamično. Drugo mesto si je priboril dijak Srednje gozdarske lesarske šole Tadej Rupnik pred zasledovalcem iz Avstrije Lukasom Strombergerjem. Prihodnje leto bo ekipa Srednje gozdarske in lesarske šole tako branila naslov evropskega prvaka v Avstriji. Navdušenja ob razglasitvi ravnateljica ni skrivala, obenem pa je pohvalila izvrstno organizacijsko ekipo. Pohvale so res prihajale z vseh koncev, da je bilo tekmovanje izjemno organizirano. Ja, bil je velik organizacijski zalogaj, ki smo ga z našimi sponzorji seveda malo tudi zmogli, vendar, če ne bi bilo ekipe v šoli, Tomaža, Petre, pa seveda tudi Borisa in ostalih, Slavice in njihovih ekip, potem seveda ne bi zmogli.